Maja gre na WC. Mene je strah, če bom pogledal spojem. Tole moram zdržati. Pada dež. Situacija je mečka boljša, ne Maja? Ja, je, ampak prhaja, lej. Super, uživam. Dobro jutro. No, takole je videti naša hiša po dnevu. Čist ok. Temu videu sem vam rekel, da imamo en pu, ampak pol je majster pogruntal, da se je zmotil, tako da so zdaj vsi trije v eni polovici, ampak je še zmeraj placa več kot dost. Drugače pa mimogrede tole košta 60 € na dan za vse tri, se pravi 20 € na osebo. Kar se vremena tiče, lejte, bolj takole zgleda, malo slabš. Mi gremo danes na goro Pico, ki je najvišja gora Portugalske. 2200 metrov se mi zdi, da je. Tako da nam bi prav prišel dobro vreme. Zdaj, če bo, pa ne vem, bomo pa videli. No, tale hiša smo pa včeraj, do te hiše nas je pripeljal navigacij, smo tle vse okoli iskali, tret. Dobro, ni kakšna policija prišla. Ja, drugače pa, tako kot povsod drugje tukaj na Zorih, to tukaj je luštno. Drugače pa en problem ratal. Upam, da je začasen, čeprav imam bolj malo upanja. Računalnik, ki ga priklopim na polnjenje, je pod elektriko. Me kar trese vse. Tako da upam, da se mi ne bo to naredilo, da bo računalnik crknil ali da ga ne mogu polniti, ker pol ne bo videl. Tako da močno upam, da do tega ne pride. Dobro, da je pala kakšna kapljica dežja, ker če ne bi, bi jaz pelerino pozabil. In to pa najbrž ne bi bilo dobro, tako ker sigurno bo kaj padalo, ne. Je pa tu ene 3 ure dobre gor, pa pol še dol. Zame bo to kar naporno, tako da pa ruzak, težak, pa tako naprej. Bomo videli. Sem mečkan, kako bi rekel, nisem ono, da sem ful vesel, gremo, sem bolj ono, tole moram zdržati. Tukaj se peljemo gor do izhodišča na goro Pico. Cesta, kakor vidite, ni buhve kaj. Čeprav tamle pa vidim, bomo na nekaj malo boljšega prišli, izgleda. Čakamo za vzpon na Mont Pico, pada dež. Maja, ti si šefica, kaj boš rekla? Gor bo. Bo. Gor bo vedro. Kaj praviš pa ti, Rok? Jaz tudi upam, da bo, no. Bo. Mogoče bo tole spadalo, zdaj pa bo dobro. Dobro. Čez 10 minut. Če vidva, tako pravite, že mora. Bodimo optimisti. Tu smo zdaj na izhodišču za na goro Pico. Nimamo sreče z vremenom, zdaj smo ene 20 minut v avtu čakali, ker je ful padalo, zdaj sam še rosi. Tukaj je neki planinski dom, tle je štart. Zdaj pa gremo do doma, pa se bomo odločili, ali gremo ali ne. Obeti niso najboljši, no. Evo, lejte, punci čevlje pregledujejo, je v enih supergicah in niso dobri. Ja, seveda, merelke so ta prave, je tako. Nisi merelke pobula. Ne, to imam pa hribovske ta prave. Ja. Situacija je mečka boljša, ne Maja? Ja, je, ampak prhaja, lej. Prhaja. Zlive.
Pa res, vidiš, tam je čist dober. Ja. No, jaz ne bom pameten, imam tle 2 hribovca, tako da bo ta ona 2 odločila. Sprememba plana. Gor se vreme kar ni poštimal. Smo se še malo okoli vozili, ker je tam ful takih mini vulkančkov pa jezera noter, ampak to je veter pihal, razgleda je bilo 5 metrov vidljivost, tako da smo rekli brez veze. Zdaj smo se pa dol spustili, lejte, dol pa čist druga pesem in tudi lejte od zadju vidite, ne, megla, ne, se pravi, sem ene 200 metrov gor višji, je čist megla, tako da tukaj bomo pa zdaj mečken pohoda naredili, pa se bomo tle ob obali držali. Glejte, tukaj imamo pa celo enega kopalca, ni od naših, ampak kopa se tam na sam glavo, vidite. Sej voda po mojem ima 21 stopinj, predvidevam. Tle je ful raku, tamle ta velika mi je pobegnila, jo vidite, tle čist na sred. Sem je mu čist tukaj le pri sebi. Škoda. Nekaj umazanija, fuj. Boga reva. Malo, bo huda. Tako mi... Ko se bo zdaj tuk slin, reva Boga. Zdaj smo se odločili, da bomo šli okoli otoka po cesti in se vmes ustavljali na nekih točkah. Prva točka je bil en slab, ampak je žal ga ni bilo, ker ni vode. Zdaj smo se pa tukaj na eni pohodniški poti ustavili in gremo to pogledati, ker to prehodimo, pa nadaljujemo naprej, se pravi, okoli otoka. Super! Ni tole fina potka, lepo zeleno, morje, vidite ga, super, uživam. Zdaj smo pa že na drugi poti, vam povem, da je ta še boljša. Tlele dol, bom kasneje pokazal, je 30 metrov nižji dol odsekano morje, glejte, kako intenzivno zeleno, pot ful super, res vam povem, en sam užitek, čeprav nam ni ratalo priti na piko, najvišjo goro Portugalske, je bil malo grenak priokus, ne, kao škoda, sej, je škoda, da nismo šli, ampak bomo glih tako dan izkoristili, ne. Tako da top, evo se tle že vidite od zadaj morje, ampak bom pokazal te klife. Zdaj smo se sicer mečke nižje spustili, tako da ni več teh sten visokih, ampak jaz mislim, da tudi tole je lepo in da je prav, da sem vam pokazal. Evo, tale pohod gre k koncu, še tam 50 metrov pa je avto, ful dober. Tale je bil ful dober. Res, mečkanje grenkega priokusa, da nismo najvišjo goro Portugalske osvojili, ampak tudi tule je bilo fino in daleč od tega, da bi bil dan stran vržen. Sopotnika sta v eni vasici najdla eno zanimivo restauracijo, tole je tole. Tle smo se na teraso useli. Imajo dnevni meni, ki ni znala razložiti kaj, je 9 evrov z vključeno fanto. Glejte, imajo pa tudi tole zadevo za 13 evrov pa pol z vklopljeno Coca-Cola. Pol je gospa prinesla meni,
Jaz sem šel noter, če da še enega, pa je rekla, da imajo samo enega, tako da, kaj bomo zbrali? Ti boš fižolado. Fižolado, kaj je tu? Pasol? Ne, on, To je kukar tavče gravče. ja, pečen fižol z klobaso in mesom, pa dnevno in... To je pasol s klobaso. Ja, nekaj Ampak fižolada. še riž dobi zdravo. A še reš? Aha. Bomo malo pogledali. Evo, da vam pokažem cene kavice. Glejte, celo popravili so jo, prej je bila manj, zdaj pa 70 centov navadna. Kuj pa z mlekom. Pa ne vidim dober. V glavnem cene mlekom je pa ugodne. Dubelj, evo, meni je žal, ker nisem juhe naročil, ampak kaj češ. Sem pa že dobil moje, se pravi govedno, pa glejte, kakšna fina solatka. Dober bo tole, dober. Evo, prispel nazaj v apartma. Tako da današnji dan se zaključuje, oziroma ta video zaključujem s temle videom. Tle za menoj je naš apartmajček, gledam od spredaj morje, vreme kar okej, ampak gor hribi pa čist v megli, oblakih. Tako da zdaj malo imamo upanja, da bi jutri šli na ta Pico, najvišji vrh Portugalske. Bomo videli, če bo ratalo, če bo, bomo šli, pa če bo malo tudi teč treba gor, ker imamo pol avion že popoldne za na naslednji otok, ne. Tako da ja, to sem vam hotel povedati. Tisti, ki niste naročeni na moj kanal, vas bi prosil, če se naročite. Ne košta nič, je pa meni velika podpora za tole moje delo. Tako da bom ful hvaležen, pa seveda jutri pa spet nov video, tako da spremljajte me, bo zanimivo. Še zmeraj lahko trdim, da najboljše šele prihaja. Dobro jutro. Nimam dobrih novic, glejte, dež pada, piha, glejte, kakšen oblaki gor, tako da tale Pico odpade, tako da najvišjega gore na Portugalskem ne bomo usvojili. Gremo pa danes že na nov otok, São Miguel, tam smo pa 4 dni, tako da ajde, tle nismo imeli sreče, računam pa, da jo bomo imeli tam več. Vozimo se po lepih krajih. Žal, dež ni razgleda, škoda. To je kravica bo. Piha, ne? Ja, ja. Greš ti Maja spodit? Zdaj pa situacija takale, dež pada v Peljarini, tle smo prišli do enega parka, malo je živali, malo to. Sploh ne vem, če ne bomo tu vsi čisto mokri. Tukaj so pa neki jelenčki, vidite tle dva od zunaj, kar neki noter, jih je pa še tamle pod streho, tudi taki mladi. Morajo luštni, bet sem noče bližje prideti. Evo, sem jih svojim Samsung S24 Ultra malo približal. Moram priznati, da urejeno ima tukaj zelo lepo, tako da luštno se je bilo tukaj sprehoditi, še bolj bi se pa bilo, če ne bi dežje bilo, ne. Tole tukaj imajo pa po mojem piknik place, ne. Takole misce, stole. Mora biti zelo lepo, ker ne pada dež. Evo, tale še lepša. Sem mislil reči, da je še žar zraven, no pa
Ni glih najbrž to. Tako da ja, kar lepo domiselno. Evo, še za otroke. Evo, tlele enega velikega otroka. Slište? Je to dizel ali na elektriko? Nožni pogon, Nožni. Honda. No, super. Tole smo zdaj prišli pa na eno zelo slabo cesto. Totale ni nič boljša. No, sicer tule še okej, ali kje so take jame. Ampak jaz sem navajen takih poti, tako da ni problema. Zanimiva cesta. Ma, se ni tako hudo. A pa res ni tako? Ja. Ja, pa boš po tej strani. No, pa po tej strani, kakorkoli. Tukaj smo pa zdaj šli pogledati eno jamo, ki je pa žal zaprta. Smo gledali kratek video, ampak jama je ful huda. This place here is called the bridge because of the bridge coming from this. It actually used to be completely covered by the ceiling of the cave, but as you can see there on the sides and the edges, the ceiling was not very thick. It was quite thin. And when the eruption starts to cool off, the Majster je povedal par stvari. Zanimiva jama, 5 km dolga, sicer če greš noter 5 km ne greš do konca. Noter nas pa ne spustijo, ker se mi je nekaj porušilo. Vse to, kar smo pa dobili pa zastonj, se pravi, da je on malo povedal. Pa tam en video smo pogledali. Zanimivo, čist drugačne jame, kakor naše, ker to so vulkanske jame. Maja gre na WC. Ampak malo pa je straha, a? Nam nekdo avto ukral. Kurac, so pa čist. Evo, lopovi smo. Dobre so, dobre. Mene je strah, če bom pogledati spojem. Bežimo. Te strane. Da ne bi jaz zakras bil, ne tako strah, kad so mater. Zdaj smo šli pa še pogledat neke klife. Sicer tole tako piha, da je to zna tudi nevarno biti, ne, da bi koga zdajle dol odpihal, ne. Pa še drsi, Madonna. To je treba kar previden biti, evo. Tole, kar sem jaz sem, le ne grem. Čakamo na letališču letalo za na drug otok. Letalo zamuja že urco pa pol sigurno. Ampak vse smo na dopustu, bo šlo, tako da zdaj pa nekaj prišlo. Ker ga čakamo, mislim, da zdaj je pa pristal. Tako da upam, da čim prej gremo. Thank you.